V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin novembra zvišale, v primerjavi z oktobrom so bile višje za 0,3%, medtem ko so se na letni ravni cene zvišale za 2,7%. Povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,8%. K novembrski inflaciji so največ prispevale višje cene oblek in obutve, podražili so se tudi komunikacije, stanovanjska oprema, alkoholne pijače in tobak, stanovanja, raznovrstno blago in storitve ter hrana in brezalkoholne pijače. Slovenija bo do konca leta iz Bruslja dobila 7,5 milijonov evrov za odpravo posledic poplav, ki so septembra lani prizadele naše kraje. Gre za nepovratna sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada za financiranje izrednih ukrepov. O porabi denarja bo morala Slovenija natančno poročati Evropski komisiji. Ta je namenjen le za obnovo oziroma projekte, ki so jih prijavile oblasti. V turističnih nastanitvenih objektih po Sloveniji so oktobra v primerjavi z enakim lanskim obdobjem našteli dobre 4% več turistov. Število prihodov domačih turistov je bilo na letni ravni večje za 1,7%, tujih pa za 5,4%. Oktobra je bilo največ prenočitev v zdraviliščih in na obali. Med gosti je bilo največ Italijanov in Avstrijcev. Mariborski nogometaši v 5. krogu Evropske lige v Ljudskem vrtu gostijo klub Briš. Belgijci so prvo tekmo dobili z 2-0. Mariborčani, ki možnosti za napredovanje nimajo več, bodo svoje navijaše skušali navdušiti z dobro igro in morda zmago. Ni toliko tiste želje po maščevanju iz prve tekme, ampak želimo si pač enostavno pred domačim občinstvom zmagati tekmo in še posebej te zadnje tekme, ki nas nadajajo z optimizmom, z pozitivnimi rezultati ter z zmagami in si želimo tako nadaljevati. Sinoči je bila v kinu Udarnik premiera novega dokumentarnega filma, ki so ga ustvarili naši sodelavci. Rut 246,8 je zgodba o športnici, tekačici Rut Podgornik Reš, ki je letos premagala Špartatlon, pretekla je razdaljo med Atenami in Šparto. Ekipa, novinarka Irena Bedrač, snemalca Danilo Plazovnik in Borut Krojs, jo je spremljala na tekmovanju v Grčiji in na pripravah v Sloveniji. Montaža je delo Igorja Purnata. Film si boste lahko med božično-novoletnimi prazniki ogledali tudi na televiziji Maribor. Glavna junakinja filma pa nam je po premieri povedala: Jaz mislim, da to, bom rekla, baterije, ki jih moramo polniti za to tako ali drugačno življenje, si je treba nekje nabrati. In moje vodilo je, da je treba iti v naravo. In to v naravo treba iti tudi takrat, ko je slabo vreme, ko dežuje ali pa kadarkoli. Pravzaprav res zagotovo je najtežje tisti trenutek, da se sploh spraviš, da si zavežeš tekaške copate, pa saj lahko tudi hodaš, a ne? Ni važno, da je to ravno tek, ampak jaz sem prepričana, da je vir energije za življenje je zagotovo naša mati narava. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod zadržala ves dan, sicer bo po večini še jasno. Več oblačnosti bo občasno tudi ob morju. Temperature bodo jutri od 4 do 9 stopinj Celzija, ob morju 13. V petek in soboto bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Topleje bo, pihal bo jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Ob napovedanih upokojitvah bodo na nekaterih oddelkih imeli zelo malo zdravnikov. Tudi Mariborska univerza je aktivno vključena v projekt Evropske prestolnice kulture. Finci so s koncertom predali vajeti Evropske prestolnice kulture v mariborske roke. Bodite z nami ob 18.